Smo? Bo kdo kaj vprašal? Nihče ne bo nič vprašal. Moram kar sam povedati. Prav, skratka, danes smo na skupni seji glavnega odbora in sveta stranke obravnavali nekaj točk, nekaj še pride na vrsto. Želel bi se seveda odzvati na to, kar mi še ni bilo, torej na kar se še nisem, tudi na strategijo največje opozicijske stranke 50+. V Slovenski ljudski stranki razumemo to strategijo kot nekaj, kar bo povzročilo, da na desnem političnem polu ostane samo ena politična stranka. Seveda so strategije posameznih političnih strank legitimne. Mi bomo seveda za svojo politiko, ki smo jo zastavili, nadaljevali, zato samo svojo politiko. Želimo biti ena resna alternativa, gradimo eno resno, žlahtno, konzervativno politično stranko, temelječo na krščansko-ljudskih vrednotah, in to bomo počeli tudi naprej. Ne želimo biti okvirjeni tako ali drugače, podpirali bomo tisto, kar je dobro, ne glede na to, iz katerega političnega pola zadeve prihajajo. Kar se tiče ustavnih sprememb, večkrat sem dejal, mi smo zelo zadržani. Če nogometna tekma ni najboljša, se igra slabo, se ne spreminjajo nogometna pravila. Počaka se na naslednjo tekmo. Jaz upam, da bomo tudi pri nas dobili čim prej novo vlado, čeprav se zavedam, da so predčasne volitve pravzaprav nemogoče, da so mogoče le, če to želi predsednik vlade, ali pa če katera od koalicijskih strank izstopi iz vlade. Skratka, govorjenje o predčasnih volitev strani koalicije je neresno. Imajo v rokah vse možnosti, da do teh volitev pride. Sicer menim, da so te klauzure, srečanja in tako naprej, ne bi želel biti žaljiv, ampak že skoraj na meji otroškega vrtca. Skratka, jaz imam lopatko, pa bi nihče drug imel lopatko, a imaš ti grabljice, pa še kako kanglico zgraven. Skratka, zadeva je neresna. Pričakovali bi od slovenske vlade, da ne po 2 letih ustvarja neki novi gospodarski program, ampak da bi danes po 2 letih opravljali analize že izvedenih ukrepov na področju gospodarstva, na področju razbremenjevanja gospodarstva. Ne, da bomo zdaj za zadnji del mandata skratka sestavljali neke nove zgodbe, neke nove ukrepe. Torej, moja ocena je, da je to preveč, da je to že prepozno, ampak vendarle, hvala Bogu, boljše zdaj kot pa nikoli. Še enkrat apel slovenski vladi, naj se zresnijo, naj poenotijo svoje stališča in naj prenehajo s takšnimi in drugačnimi potikanji in predvsem ukvarjanje samim za sabo. Pozivam pa tudi hkrati vlado in predsednika vlade, da še enkrat razmišlji o potrebnosti družinskega zakonika takšen, kakršen je. Mi se v Slovenski ljudski stranki zavedamo, da je družinski zakonik potreben, ampak da vendarle tiste točke, ki razdvajajo to slovensko javnost, ki je v veliki večini, več kot 80%, ki nasprotuje rešitvam, kar se tiče istospolnih partnerjev in rešitev, ki so v tem zakonu, da to vendarle umaknemo in da ne bomo imeli spet še enega dodatnega referenduma. Ogromno sem povedal. Vas zanima še kaj? Je bilo dobro? Super. Sem dober, ne?